Letos smo lahko v prenosih Formule 1 videli novost. Posnetke iz enakega nivoja, kot je zorni kot voznika. In danes si bomo pogledali, kakšne prednosti ima to in kakšne slabosti. Ideja, da bi lahko mi spremljali dogajanje z istega zornega kota, kot to počne voznik, je izjemno stara, še ko tehnologija ni bila tako razvita kot danes. Ampak v dveh poizkusih, ki sta jih izpeljala Fernando Alonso in George Russell, smo se lahko tudi v Formuli 1 približali tej izkušnji. Kamera je vgrajena direktno v čelado, zato je pogled, ki ga imamo na razpolago, točno tisti, ki ga ima voznik za njegovim vizirjem. In tudi zaradi tega, ker je leča kamere bistveno manjša, smo lahko opazili, da je slika temnejša. Ampak tehnologija sploh ni nova. Videli smo jo na primer v Formuli E, kjer so to novost predstavili že v lanski sezoni. Skupna točka proizvajalec čelad Bell. Ampak prišlo je do nekaj polemik. Namreč pri ekipi Williams so povedali, da s tem zornim kotom na višini oči voznika bodo lahko nasprotniki videli nastavitve, ki jih ima ekipa na volanu, oziroma tisto, kar jim piše na armaturni plošči na ekranu. Pri Williamsu gre za posebnost. To so edina ekipa, ki nima ekrana na samem volanu, temveč je ta kot armaturna plošča pritrjen na samo šasijo. Specifika, ki je ostala samo pri tej britanski ekipi in ima določene prednosti. Kolikor pogledamo njihov volan, ima ta prav toliko stikal, ampak je zaradi tega manjši. In ker je volan manjši, predvsem na zgornjem in spodnjem delu, je lahko tudi del šasije v istem zgornjem delu ožji. Ampak sedaj se moramo vprašati, ali imamo s to novostjo mi navdušenci boljši pogled na vse dogajanje okrog bolida? Po mojem osebnem mnenju niti ne. In to bomo lahko razumeli, če si bomo ogledali situacijo, naprimer iz te makete, gre za Ferrari 640, v katerem je tudi voznik, v tem primeru Nigel Mansell. V poznih 80-ih letih, kot vidite, je bila kamera pravzaprav na tistem nivoju, izjemno blizu ravnini oči samega voznika. Danes pogled naprej zagotavlja kamera, ki je tu na tem zgornjem delu in mi vidimo vso to ravnino. No, nekaj takega z tiste višine oči voznika je praktično nepojmljivo. Pogled iz samega bolida Formule 1 je tako slab, da mi, navdušenci, navijači, sploh ne vidimo tistega, kar bi si želeli. In tudi če smo pravzaprav iskreni, na štartni poziciji smo že mnogokrat opazili in omenili isto malo rumeno črto, ki jo vozniki rabijo, da se sploh pravilno namestijo. Torej, njihov pogled naprej je skoraj da nikakršen. A obstaja še upravičen ali neupravičen strah ekipe Williams, da bi lahko njihovi nasprotniki s tem zornim kotom pridobili določene informacije? Prvič se moramo vprašati, ali imajo vse ekipe standardizirana stikala, in odgovor je ne. Še v isti ekipi lahko dva različna voznika imata drugačno razporeditev stikal. In tudi nikjer ne piše, da vrednost na teh stikalih je zmeraj enaka. Naprimer, na določenem stikalu položaj 1 ni nujno, da je enak pri Mercedesu, McLarenu, Aston Martinu in Williamsu. In kako bo nekdo vedel,
kaj bo spremenil določen položaj stikala, če ne ve, s čim upravlja. Namreč položaj lahko nekaj pove, ampak potrebno je imeti kar nekaj inženirskega znanja ter informacij, da se lahko s časom to razume, ampak v Formuli 1 poteka vse izjemno hitro. Ampak zakaj menim, da je skrb ekipe Williams neupravičena? Sam se spominjam, kaj se je zgodilo na veliki nagradi Japonske v sezoni 2019. Takrat so imeli pri tovarniški ekipi Renault revolucionarni sistem, ki je uravnaval tisti prenos zavorne moči iz prednje na zadnjo os in obratno, praktično avtomatsko. Pri takratni ekipi Racing Point so ustavili protest, ki se je na koncu izkazal kot uspešen na podlagi slike, ki je bila na razpolago iz zgornje kamere. Torej, s tem, da se zniža ta zorni kot, v bistvu se ne spremeni dosti. Mnogi bodo videli, kaj se dogaja na volanu in videli bodo v vsakem primeru. Pogled, ki nam ga nudi ta nova kamera, je izjemno zanimiv, ampak če smo pravzaprav iskreni, se lahko vprašamo, ali nam prinese nekaj več. Lepšo sliko vidimo iz zgornje kamere, z boljšim zornim kotom in večjo svetlostjo. Ta kamera, ki se nahaja v čeladi, je samo neka novost, neka zanimivost, ampak v mojem osebnem mnenju ne prinaša neke dodane vrednosti, ki bi revolucionarno spremenila prenose. A kot običajno, moje osebno mnenje o tehnologiji se mora sicer še dokazati. Ampak hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.